En ekstra lep, prijazen, dober dan, nedeljski pozdrav kličemo iz odra Ravenskih dni 2025. Tako zveni, ko mehe raztegnejo v brano in nam zaigrajo naši fantje. Igrali so nam harmonikarji Kulturnega društva Prežihov Voranc pod vodstvom Alena Rožeja. Predlagam, da jim namenimo en velik, bučen aplavz. To so naši harmonikarji. Harmonikarski orkester Kulturnega društva Prežihov Voranc že polna 40 letja razveseljuje vse, ki jim radi prisluhnemo. V orkestru trenutno aktivno igra 9 članov, Alen Rožej kot vodja, Ivan Plazovnik, Jože Brec, Tone Brinar, Vinko Čeru, Niko Krajnc, Mitja Lesjak, Janko Gregor in Boris Gruber, ki sicer prihajajo iz različnih koroških občin. Danes sicer niso mogli biti vsi z nami, zven njihovih harmonik pa je kljub temu bil še kako poskočen. Za vodenje in dobro vzdušje v ekipi skrbi že vrsto let Alen Rožej. Letos so naše barve zastopali tudi na Hrvaškem, na Šolti, lani so gostovali v Zadru in kjerkoli se pojavijo, so glasniki dobre volje, smeha, plesa in zabave, za kar smo jim neizmerno hvaležni. Nedelja je sploh tak čas, kot je zdaj, malo po 12. uri, namenjamo kosilu in našim najbližjim. Takrat običajno preživljamo čas s tistimi ljudmi, ki jih imamo najraje. Naj vas lepo pozdravim še na zadnje avgustovsko nedeljsko opoldne na že tradicionalnem srečanju župana starosto naše lokalne skupnosti. Z vsemi vami, spoštovane, spoštovani, ki zasluženo uživate svoj pokoj in ko po tednu dni zabavnih, kulturnih in glasbenih presežkov skupaj z vsemi vami slavimo Ravenske dneve. Med nami lepo pozdravljam poslanca Republike Slovenije v Državnem zboru Janija Prednika. Pa med nami lepo pozdravljam, dajmo mu nameniti en aplavz. Med nami pozdravljam tudi gostiteljskega župana občine Ravne na Koroškem, ki je imel kar pester teden na Ravenskih dnevih, doktorja Tomaža Rožena, ki nas bo nagovoril tudi v nadaljevanju. Z nami je tudi podžupan, gospod Andrej Erjavec, pa direktor ZKŠTM Dejan Pandel, ki si zasluži res en bučen aplavz za vso izjemno delo, ki so ga opravili skupaj s svojo ekipo v sklopu naših Ravenskih dni. Z nami je tudi novi predsednik Društva upokojencev Ravne, gospod Samo Večko. Med nami tudi nekaj občinskih svetnic in svetnikov in dovolite, gospe, dame in gospodje, da si zaploskate tudi vi, ki ste se prijazno odzvali našemu povabilu na naše veliko tradicionalno nedeljsko druženje. Dajmo si zaploskati vsi skupaj v pozdrav. Še enkrat več dobrodošli, to je najboljši zaključek Ravenskih dni 2025, ki so sicer 23. ponovitev. Župan dr. Tomaž Rožen je tudi letos poskrbel za brezplačno pogostitev, kosilo, tokrat s pomočjo picerije Cosa Nostra, da pa bo izbira na koncu vendarle vaša, ne glede na vaš okus. Pa z nami predstavljam tudi tiste, ki so našim pobudam pritegnili tako ali drugače, predstavnike pobud Društva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan, pa pobude Srce v dresu, predstavnici Zdravstvenega doma Ravne, glasbeni direndaj, dobrodošlico izrekamo tudi naši Ljudski univerzi Ravne in Društvu upokojencev kot krovni zavezi lepega tretjega življenjskega obdobja. A da bo vse kot mora biti tudi ob zaključku Ravenskih dni, k besedi, da otvori današnji zadnji dan Ravenskih dni, vabim direktorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti, gospoda Dejana Pandela. Prosim, da nam namenite nekaj uvodne besedne popotnice na še zadnjem dogodku letošnjih Ravenskih dni 2025. Mi pa mu zaploskajmo ob prihodu v pozdrav. Tako, gospod Dejan, prosim, če nas nagovorite tudi danes. Najprej en lep pozdrav v mojem imenu, v imenu Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Najprej dobrodošli danes na predzadnjem dogodku. Ravenski dnevi so se začeli pravzaprav že v ponedeljek. Za nami je
izjemno naporen teden. Naredili smo več kot 20 dogodkov na celotnem območju občine Ravne na Koroškem. Tako da naj se v tej fazi zahvalim moji ekipi ZKŠTM, ki je delala noč in dan, tako da res ekipa, hvala lepa. Drugače pa izjemno ponosen sem tudi na vas, upokojenci. Lahko rečemo, da imamo pravzaprav najbolj aktivne upokojence v Sloveniji. Udeležujete se vseh dogodkov, udeležujete se vseh športnih prireditev, tako da res iskrene čestitke, zato je lahko Ravne tudi najbolj zdravo mesto. Drugače pa kaj drugega kot hvala lepa za vse dogodke, ki ste jih obiskovali, hvala lepa za vso pomoč, ki ste jo nudili, kaj drugega, da moram reči, tako da res hvala lepa in uživajte na današnji dan. Hvala, gospod Pandel. In se nadejamo in veselimo prihodnjih ravenskih dni že z letnico 2026. Sicer pa, kot je omenil direktor, imamo izjemno zdravo mesto, čemur gre zasluga tudi vam, spoštovani, ki lepo skrbite za svoje udejstvovanje. Tudi zato smo pritegnili k mnogim akcijam, ki kličejo po zdravem življenjskem slogu, in o tem, da ste še kako aktivni, pričajo tudi medalje pred odrom pred menoj, ki jih je kar nekaj, ki jih bomo podelili tudi v nadaljevanju, zahvaljujoč Društvu upokojencev Ravne na Koroškem, ki nudi svojim članom najrazličnejše aktivnosti na področju športa in druženja. Tako so na voljo balinanje, kegljanje, pikado, biljard, tenis, streljanje z zračno puško, v zimskih mesecih pa tudi smučanje in plavanje. Imate tudi možnost igranja štrbunka, prav posebne igre, ki jo morate priti preveriti, pa da vidimo, kako natančni ste v metu oziroma v ciljanju na luknje. Imajo tudi ženski pevski zbor Korošice, ki vabijo, da se jim pridružite, ki svojim petjem nastopajo na mnogih pevskih revijah in ki razveseljujejo oskrbovance v domovih starostnikov. Organizirajo različna izobraževanja, še posebej pa se radi upokojenci v društvu udeležujejo izletov po Sloveniji in v sosednje države, radi zaplešajo, to bomo preverili tudi v nadaljevanju, rešujejo socialne stiske, sodelujejo v programih Starejši za višjo kakovost življenja in Prostofer, kjer prostovoljci v sodelovanju z občino Ravne na Koroškem že vrsto let nudijo brezplačne prostovoljne prevoze za starejše in invalide. Dajmo prosim en velik aplavz nameniti vsem prostovoljcem v naših vrstah, ki tako lepo skrbijo, da so tudi poti tistih, ki nimajo možnosti vožnje, vedno uresničene. Dogajanju v društvu lahko sledite na njihovem Facebook profilu DU Ravne na Koroškem oziroma DU Ravne na Koroškem. Lahko pa se za več informacij tudi v času uradnih ur oglasite v pisarni Ravenskega društva, ki se nahaja ob Suhi 23, ali pa če pokličete Barbaro na 02 821 55 26, bo tudi z veseljem odgovorila na vaša vprašanja. V nadaljevanju pa k besedi vabim novega predsednika društva, ki je nadomestil dosedanjega spoštovanega Avgusta Jurca. Gospoda Avgusta jaz vidim med nami, pa predlagam, da mu zaploskamo za dosedaj dobro opravljeno delo. Hvala lepa. Ni še bilo tej prilike, da se vam javno zahvalimo za vaš doprinos. Na oder pa zdaj že prihaja, kot vidim, in ga zelo lepo vabim k besedi, predsednik Društva upokojencev Ravne, spoštovani gospod Samo Večko, ki je svoj mandat nastopil v mesecu marcu letos. Gospod Večko, želimo vam veliko uspeha pri vašem delu in vas lepo prosimo, da nas nagovorite. Halo. Spoštovani župan, dragi gostje, cenjene upokojenke in upokojenci, en prisrčen pozdrav v imenu Društva upokojencev Ravne. Prvo zahvala za predsednika našega Tomaža in ostalo ekipo, ki je pripravila ta dogodek v okviru Ravenskih dnevov. Mene prav veseli, da smo tukaj zbrani vsi upokojenci, tako naši člani kot ostali. V naši občini je nas upokojencev 2500 pa še neki. V našem društvu
imamo uplačane članarine tam nekje 1000 in še neki. Tako da bi ta trenutek izkoristil, da se nam v društvu pridružite. Imamo še nekaj prostih mest, tako v komisijah, odborih, kar pa bi rad poudaril, imamo nove sekcije, kulinarika, zeliščarstvo, rokodelstvo, tako da prosim, da se včlanite v naše društvo, ker le tako bomo skupnimi močmi naredili še kak dober dogodek. Zdaj bi še rad izkoristil za jesen, pripravljamo en dogodek, ki smo ga poimenovali moštovanje. Tam bomo krstili naš mošt v Jabolčnik, kje to bo, je zaenkrat še skrivnost, tako da spremljate našo spletno stran, kjer boste pridobili vse podatke, kje to bo. Bo pa 11. novembra, to je torek. Že zdaj vsi vabljeni, to bo spektakl. Ker pa ta spektakl je odvisen tudi malo od finančnih sredstev, bi v tem trenutku župana malo povabil, ne, da nas v tej ideji podpre, mogoče malo kaj finančno, uradno zahtevo pa še dobi na občino. Tako da upam, da bo kaj iz tega. Za konec vam želim prijetno druženje v dobri glasbi, hrani, ostanite zdravi in na zdravje. Hvala lepa, gospod Samo Večko. Kot ste slišali, zeliščarstvo, pa kulinarika in še moštovanje, tega se predvsem zelo veselimo, in še datum ste zbrali tam okoli Martinovega, ko je ravno pravi čas za to. Hvala in dovolite, gospod Samo Večko, da vam zaželimo uspešnega dela na vašem mandatu v prihodnje in pestrega programa, ter naj vas vselej ob vašem delu spremlja tudi veselje in poskočnost, ki ste jo dokazali tudi s poskočnim prihodom na oder. V glasbenem direndaju, s katerim pa nadaljujemo, pa živijo z glasbo na najbolj prijeten in najbolj pristen način. Zgodba se pravzaprav začne še preden pridemo na svet, saj so v direndaj povabljene že nosečnice in bodoči očki, pa malčki in potem ne glede na leta znanja željni vseh starosti. Torej, spoštovani, tudi vi prijazno dobrodošli v glasbenem direndaju na Zvočnem vrtu. Glasbo v direndaju občutimo preko domišljijskih pravljic, preko petja, plesa, gongov, igranja na instrumente, kot smo se lahko prepričali pod dežniki na Partizanski v četrtek, je tam res posebna energija. Če še niste bili, poiščite jih. Sicer pa lahko igrate na instrumente, kot so kitara, klavir, synthesizer, kljunasta flavta in tako spodbujajo celostni razvoj otroka, kot tudi odnos do glasbe in do estetskega vrednotenja umetnosti. Prav tako vabijo se vas, spoštovane dame in gospodje, da se jim pridružite in se skupaj v glasbenem druženju usmerjate v aktivno in predvsem doživeto preživeti čas tudi v tretjem življenjskem obdobju, saj nas glasba sama prepričuje, koliko užitka in zadovoljstva nam lahko pokloni. Lahko se udeležite tudi krožnih plesov in terapij z gongi. Z mladimi v glasbenem direndaju ustvarja in poustvarja ter jim podaja nova znanja mentorica, profesorica glasbe Maja Ocepek. In danes se nam predstavita dva člana glasbenega direndaja, Tine in Mark Praznik. Kitara in klaviature, zazvenela bo Sherry Wine Hauser, torej Tine in Mark Praznik. Prijazno vaju vabim na oder, mi pa jima zaploskajmo v pozdrav in dobrodošlico ter naju razveselita torej svojim glasbenim prispevkom. Will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do, and you don't feel much like riding. You just wish
wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go, playing the star again. There I go, turn the page. So you walk into this restaurant, all strung out from the road, and you feel his eyes upon you as he's shaking up the cold. It doesn't bother you, but you just want to explode. Yeah, most times you can hear him talk, other times you can hear all the same old cliches. Is a woman, is a man, and you always seem outnumbered. You don't dare make a stare. Here I am on the road again. Here I am up on stage. Here I go, playing the star again. There I go, turn the page. Out there round the spotlight, you're a million miles away. Every ounce of energy trying to get away as the sweat pours out your body like the music that you play. Later in the evening, as you lie awake in bed, with the echoes of the amplifiers ringing in your head, smoke today's last cigarette, remembering what she said. Here I am on the road again. Here I am up on stage. Here I go, playing the star again. There I go, turn the page. Here I go, turn the page. Here I go, yeah, there I go. Hvala lepa, Tine in Mark Praznik. V nadaljevanju slišimo še eno glasbeno direndajevko. Gostitelj današnjega srečanja pa je kajpak motor in prvi mož naše lepe zdravju, čebelam, starostnikom, mladim in še komu vsem nam, torej tudi starejšim, prijazne občine in srečanja župana z upokojenci si seveda ne moremo zamisliti brez župana. Zato, spoštovane, spoštovani, k besedi vabim gostitelja dogodka, župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena, ki ga bomo pospremili z aplavzom in povabili, da nas torej nagovori na tradicionalnem druženju in srečanju s starostjo naše občine. Doktor Rožen, prosim. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem seveda v imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovane upokojenke, upokojenci, spoštovani gostje, poslanec Državnega zbora, gospod Jani Prednik, spoštovani direktor ZKŠTM-ja, gospod Dejan Pandev in tudi vaš nov predsednik Društva upokojencev, Samo Večko. Vsi skupaj vas seveda pozdravljamo ob tem tradicionalnem srečanju
To srečanje je seveda namenjeno vam, je poklon občine Ravne na Koroškem in zavoda, našega javnega zavoda, torej generaciji Ravenčanov, ki ste že v pokoju, kar pomeni seveda, da je za vami neka delovna doba, za nekaterimi je seveda 40-letna, za nekaterimi manjša, različno dolgo ste delali, ne glede na to pa ste seveda vi tisti, ki ste ustvarjali naše mesto, našo občino, ki je seveda strmo rasla v preteklosti, v zadnjih 70 letih oziroma tudi v vaši delovni dobi, seveda smo se strmo razvijali okoli in zaradi železarne Ravne in pa seveda tudi zaradi vaših prispevkov, vaših žuljev, vašega dela, tako v železarni, v drugih podjetjih, v drugih organizacijah, na kmetijah, na podeželju. Skratka, danes je majhen poklon v obliki brezplačnega kosila, pijače in še nekaj sladkega generaciji, ki je ustvarjala našo mesto, naše Ravne. Tisti, ki smo sedaj aktivni, seveda hodimo po vaših stopinjah, sedimo na vaših ramenih, to, kar ste vi ustvarili, zato se trudimo po najboljših močeh, tako občina svojim bolj skromnim proračunom in pa z veliko pomočjo države, ki ima seveda bistveno večje denarne vire, za kar se lahko zahvaljujem tudi poslancov državnega zbora, ste najbrž opazili, da se na Ravnah veliko dogaja, zlasti po poplavah, sanacije po neurju 2023 so nam dale novo nalogo, nove vire, nova sredstva in ne vem, koliko vas vse to vidi, lahko par stvari omenim. Veste, da so poplave uničile kulturni dom Ravne oziroma kulturni center Ravne, imenovan tudi Titov dom v prejšnjem sistemu. Ta dom je pravzaprav bil do temeljev ogrožen, občina ga je porušila in sedaj nastaja novi. Drugo leto bo otvoritev res krasnega novega kulturnega centra, za kar nam je seveda v veliki meri pomagala tudi država. Poleg tega so nam poplave uničile osnovno šolo Koroški Jeklarji, ki je bila namočena, zamakalo in tudi, bom rekel, osnovna šola Koroški Jeklarji na Javorniku bo popolnoma v veliki meri prenovljena in bodo šolarji, vseh 500 šolarjev, ki hodi na to našo šolo, v bistveno boljših pogojih lahko delali. Poleg tega seveda delamo tudi nekaj cestne infrastrukture, torej utrjujemo cestno omrežje na podeželju, da ne bo poplavljeno. Poleg seveda obširnih del, ki ste jih mogoče opazili na Javorniku, Javornik bo prenovljen več kot 1,5 km novih cest, obenem pa že v mesecu avgustu asfaltiramo cesto Smučkoča, Naravske ledine, tako da bo tu bolj lepa pot tudi za planinarjenje. Asfaltirali smo, že uredili cesto na Koroški Selovec, delamo tudi cesto čez Zelen breg v Strojno, čez Prevalje v Strojno, iz Dravograda v Strojno, delamo tudi cesto Koroški Selovec Brdinje, tako da v tem trenutku lahko rečem, da se cestno omrežje v veliki meri posodablja, da bo seveda bolj prijetno bivanje v naši občini. Da ne bom našteval samo infrastrukturnih stvari, zaključuje se tudi obnova gradu Javornik, kjer ni doma starejših, ampak je v gradu Javornik, ko boste vabljeni na otvoritev, bo kulturna dediščina in to bo že drugi grad, ki bo na Ravnah obnovljen, grad Ravne, kjer deluje knjižnica in pa grad Javornik, oba več kot 300 let stara, tako da tu bo kulturna postavitev. Obnavljamo tudi območje tehniške dediščine, če morda poznate, v 5000 kvadratnih metrih znotraj železarne ima občina muzej, Koroški pokrajinski muzej Ravne na Koroškem z stalno razstavo Mati fabrika. Tudi tu vlagamo nemajhna sredstva, da torej ohranjamo to tradicijo, spomin na to, da smo jeklarsko tehniško mesto, 300 let tradicije in pa seveda tudi železarna Ravne, ki deluje tukaj že par stoletij. Tako da veliko se dogaja, poleg tega pa seveda je zelo pomembno, da so Ravne žive, Ravenški dnevi se danes zaključujejo, polna dvorana danes, včeraj je dvorana pokala po šivih, na tem rock ansamblu Siddharta, seveda je bilo ogromno ljudi, tudi v petek, tako da če bi direktor zavoda Dejan Pandev potegnil črto, zagotovo med 10 do 15 tisoč obiskovalci na Ravenskih dnevov, priča temu, da si želite zabave, da si želite druženja in v to smer seveda bomo nadaljevali, tako v mesecu oktobru, ko praznujemo krajevni praznik, kot potem seveda v čarobnem decembru, ko si skupaj čakamo novo leto. Ravne pa so žive tudi po drugi plati, kot je že bilo omenjeno, bili smo proglašeni za najbolj zdravo občino v Republiki Sloveniji, kar ni zasluga občine, ampak je vaša zasluga prebivalcev. Vi ste toliko zdravi, da nas je NIJZ
Inštitut za javno zdravje ocenil, da smo dejansko v Sloveniji najbolj zdravi in pa tudi proglašeni smo bili za čebelam najbolj prijazna občina v Sloveniji, kar je zahvala seveda našim čebelarskim društvom. Imamo dve društvi, Čebelarsko društvo Ravne in Čebelarsko društvo Kotle, ki se redno predstavljata na javnih prireditvah in zato bomo danes tudi med vse vas obiskovalce razdelili brezplačen med iz dveh razlogov, torej ker smo čebelam najbolj prijazna občina in pa ker je letos tudi zelo veliko medu, čebele so zelo pridne in čebelari mi poročajo, da takšna kot je letos letina ni bilo že v bistvu 25 let, tako da priporočam, da si nabavite ravenški in kotulski med domač, z domačih travnikov, domačih gozdov. Vse to seveda omogočamo z občinsko pomočjo, vsem se zahvaljujem, da ste aktivni upokojenci, med drugim je en najbolj branih pisateljev v Sloveniji, Primož Suhodolčan, ki je tule nedavno postal tudi vaš, torej upokojenec in želimo si, da bi se pridružil Primož tudi vašim aktivnostim, ki jih ni malo, kasneje bomo videli, kaj vse upokojenci počnete, poleg tega seveda pomagate svojim družinam, skrbite za vnuke in še marsikaj. Si želim, da bi bili čim bolj aktivni, zato seveda vam ponujam roko, kot je že tudi predsednik društva omenil, da skupaj oblikujemo programe, ki bi bili po vaši meri, da skupaj podpremo aktivnosti, ki vas zanimajo, torej odprta vrata, odprta roka, malo manj odprta denarnica, ampak vendarle sredstva za dobre ideje se vedno najdejo, toliko sredstev kot je, toliko jih pač imamo, tako da res tudi z tega mesta vabljeni, da ste aktivni, da se udeležujete prireditev, programov, vse, kar vas veseli in morda niste imeli časa to uresničiti, ko ste delali, lahko uresničite v naši občini Ravne na Koroškem zdaj, ko ste upokojenci, ko ste že veliko naredili, tako da vabljeni torej k tem vsem aktivnostim. Hvala torej še enkrat za udeležbo na tem tradicionalnem sprejemu. Želim vam prijetno pogostitev, kot je bilo rečeno, Koza Nostra pripravlja pojedino in pa, če se ne vidimo prej, se vidimo torej drugo leto na teh ravenskih dnevih, ki so res bili letos živi, kar dokazujete tudi vi z današnjim obiskom in res še enkrat velika zahvala in pa poklon strani občine Ravne na Koroškem vsem vam zbranim upokojencem in upokojenkam. Hvala lepa, dr. Rožen. In seveda bomo bdeli nad tem, da se bodo vse besede in vse napovedano uresničile, seveda z veliko vaše pomoči in podpore. Pa si bomo v nadaljevanju pred sladkim presenečenjem, ki ga je napovedal dr. Rožen, privoščili še eno glasbeno točko. V sklopu glasbenega direndaja profesorice Maje Ocepek se nam predstavlja tudi Nina Valtl s kitaro in ljudsko Moj šocej. Dajmo ji zaploskati in velik aplavz, da prebije let na tem velikanskem odru. Ni tako lahko stati, spoštovane dame in gospodje, sploh ne, če imaš. Nina, koliko let imaš? Zdaj bom 10. Zdaj bo 10. Nina, ti se kar udobno namesti. Moj šocej je ljudska, ki nam jo bo zaigrala, vi pa hitro zaploskajte, močno, močno, da preženemo še zadnje znake treme, ki jih Nina Valtl tako ali tako nima. Meni ne upa, da spavja še pride, popa obupa, imaš nabelce vriče, ima črne oči, ko mrl me poljubit, pa hitro zbeži, ko nekaj storiva, da mi ne zboli, mu klapne zašika anglišča z oči, bombinca naliva, ko rejšo rodi, mo tisto povedva od starih ljudi. Ko Barti je prišel, za zglavjem je stal, še šenkot nijem cakonc, per zauber ni spal, pa ko je prišel, za zglavjem je stal, še šenkot nijem cakonc, per zauber ni spal, pa ko Barti je prišel, za zglavjem je stal, še šenkot nijem cakonc, per zauber ni spal, pa ko je prišel, za zglavjem je stal. Moj šocej je ptitel, se mu ne boji, zadruj mi dekliči pa meče oči, pred mano ko jamra, da z mirom je sam, dol mu pa pride v strude
pakoje prišu, zazbauja miestau. Šešan kolknien cagan, per saubernis mau, pakiko partija prišu, zazbauja miestau. Šešan kolknien cagan, per saubernis mau, pakoje prišu, zazbauja miestau. Odlično, iskrene čestitke Nina za še tale nastop, moj šocej. Naj povem še to, da je Nina čisto prava 10-letna gospodična, sama skrbi tudi za svoj outlook in make-up, tako da je res čisto ta pravi glasbeni podmladek naše lepe občine. In da bomo še naprej zdravju in čebelam najbolj prijazna občina je, kot je že dejal župan dr. Rožen, danes prava prilika, da vas opremimo s čim ekstra zdravim. V letu, ko slavimo naziv čebelam najbolj prijazna občina v Sloveniji, ne dvomim, smo najbolj prijazna čebelam tudi na svetu, je župan poskrbel ne samo za sladko, ampak tudi za izjemno zdravo presenečenje za vas. Med je namreč energijsko bogato živilo, saj vsebuje kompleksno mešanico sladkorjev in ga zato uvrščamo med naravne sladke snovi. Vsebuje še številne druge snovi, kot so encimi, aminokisline, organske kisline, vitamini, minerali in elemente v sledovih ter druge bioaktivne snovi. Številne raziskave so potrdile protimikrobno delovanje medu in študije so pokazale, da je vpliv medu na zobno gnilobo manjši od običajnega sladkorja, zato je smiselna povsem v celoti menjava vseh industrijskih sladkorjev, da jih zamenjate torej zdravim zlatim sladilom medom. In da se boste zdravo sladkali, vam ga danes poklanjamo. Spoštovane sodelavke občine Ravne na Koroškem se bodo zdajle pomešale med vami in vam uročile vsakemu lonček meda. Ravenski med pa je prav naš lokalni produkt, saj ga je pridelal čebelar Danilo Šmon z Brdin. Gospod Danilo Šmon je menda tudi z nami. Gospod Šmon, če ste kje, ustanite tako čisto na kraju šotora. Evo, to je naš prizadevni čebelar, od koder prihajajo ti zlati lončki, ki jih boste dobili v poklon. Hvala, gospod Danilo. Z ženo se zelo lepo trudite v okolici svojega čebelnjaka, sicer pa sodite v čebelarsko društvo Kotlje. Z nami je menda tudi predsednik čebelarskega društva Kotlje, gospod Drago Borko, pa bi morda še njega prosila, da ostane. Gospod Borko, če ste tudi vi kje, evo ga na drugem koncu, tudi čisto na koncu, še en pomemben čebelar. Hvala lepa, hvala, da smo lahko z vašo pomočjo postali čebelam najbolj prijazna občina in še naprej opravljajte to plemenito delo za nas. Saj veste, če ugasnejo čebelice, ugasnemo tudi mi, tako da res opravljate izjemno delo. Zdaj pa prosim, drage sodelavke, vi kar med ljudi in naj se med deli. Tako, zdaj prihajajo Irena, Jožica, Andreja in vodja urada župana Janja, ki bodo poskrbele s svojimi majhnimi pomočnicami, da bo med prišel do vas. Tako naj vam tekne, lepo se sladkajte z njimi. Danes pa sta z nami tudi, da vam opišem še ostali del družbe, ki skrbi za vaše današnje dobro počutje. Špela in Ines iz Zdravstveno-vzgojnega centra Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Špela je diplomirana medicinska sestra, Ines pa diplomirana fizioterapevtka, ki bosta predstavili merjenje mišične moči v rokah ter opravili vašo telesno analizo. Namen te predstavitve pa je seveda v eni fazi, da ostanemo najbolj fit in najbolj zdravi, kolikor gre, v drugi fazi pa ozaveščanje o pomenu telesne pripravljenosti in neposredni povezavi zdravja s telesno pripravljenostjo ter spodbuda, da skrbimo za svoje telo, ki ni samoumevna embalaža, ampak je treba v naše cvetišče vlagati tudi nemalo truda. Naj dodam, da smo danes lahko tudi dobrodelni. Dovolite, da vam predstavimo še posebno pobudo, h kateri je občina Ravne na Koroškem pristopila s ponosom in veseljem ob povabilu. Namreč občina je postala ponosni partner projekta Srce v dresu, ki združuje zdravje, šport, solidarnost in srčnost. Dogodivščine
so povezali v lepo zgodbo v upanju, da bodo z našo pomočjo zbrali sredstva za nakup novega ultrazvočnega aparata za oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Z dobrodelnim turnirjem Srce v dresu Podaj naprej se je začelo praznovanje 70. obletnice oddelka za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki skrbi za naše najmlajše. Častni pokrovitelj akcije je slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol, ki je podaril svoj reprezentančni dres z neprecenljivo vrednostjo. Povabljeni k donacijam in k obisku spletne strani srcevdresu.si. Pokažite torej veliko srce, oblecite ga v dres, da bo utripalo v zdravem duhu in pomagajmo se, kdo ve, kdaj bomo pomoč potrebovali, tudi mi ali Bog ne daj naši najmlajši. In medtem, ko kolegice že delijo sladko tekoče zlato, torej med, naj vam povem, da so z nami tudi predstavnice Ljudske univerze Ravne, torej Lura, ki se nam prav tako pridružuje danes tukaj in delujejo tudi v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki svojo široko paleto programov starejšim občanom nudijo priložnost za pridobivanje novih znanj in predvsem za ohranjanje socialne vključenosti. Z nami je tudi direktorica Ljudske univerze Ravne, gospa Maja Sadar. Člani univerze imajo možnost udeležbe na delavnicah, tečajih in predavanjih, ki so posebej prilagojeni vašim interesom in potrebam. V novem študijskem letu bodo izvajali tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, študijske krožke na temo digitalne fotografije in finančnega opismenjevanja. Skratka, same koristne stvari. Naj dodam še tole dobro informacijo, da je članstvo v Luri za vse oziroma v Univerzi za tretje življenjsko obdobje za vse brezplačno, za starejše, zato vabljeni, da se jim pridružite, ter tako skupaj ustvarjate prostor, kjer starost pomeni novo priložnost, nova znanja in nova prijateljstva. Prijazne predstavnice iz Ljudske univerze Ravne pa bodo poskrbele tudi, da se boste z njihovo pomočjo posladkali in vam podelile več informacij kar pri vaših mizah. Torej prijazno jih pozdravite, ko k vam pristopijo. Dovolite še, da vam predstavim še ene sodelujoče, ki prav tako nagovarjajo za pomoč. Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan je bilo ustanovljeno leta 2018 v znak podpore za otroke z redkimi boleznimi in male borce ter njihove družine. Glasbenik Gregor Bezenšek mlajši, soul greg artist, in njegova žena Nina Bezenšek sta ambasadorja in zaščitnika malih borcev ter širita sporočilo o pomenu ljubezni in podpore in temu projektu. Društvo Viljem Julijan ima status humanitarne organizacije ter organizacije v javnem interesu in je polnopravni član Evropske organizacije za redke bolezni Eurordis. Obiščite jih na njihovi stojnici pri vhodu v šotor. Zdaj pa še od besed k dejanjem. Zdaj pa se selimo k športnim dosežkom Društva upokojencev Ravne. Ta teden so vsi najbolj športni upokojenci in upokojenke res pridno in vestno trenirali in igrali, pripravljali so se na današnji dan, ko bomo spoznali vse tiste, ki so najbolj izstopali tudi, kar se tiče rezultatov. Sledi namreč podelitev nagrad najboljšim v tekmovanjih, ki jih je v okviru Ravenskih dni organiziralo Društvo upokojencev Ravne, pa kar predlagam, da se mi pridružite tukaj pred odrom predsednik Društva upokojencev, gospod Samo Večko. Pridite malce bliže, pa predsednik športne sekcije, gospod Zdenko Skitek, pa direktor ZKŠTM, gospod Dejan Pandel in župan občine Ravne, dr. Tomaž Rožen. Tako lepo prosim, da pridete bliže k pokalom, ki jih bomo v nadaljevanju tudi podelili tistim, ki so si jih najbolj zaslužili. Torej, župan dr. Rožen, prosim, pridite bliže, pa član Komisije za šport in rekreacijo pri Društvu upokojencev gospod Zdenko Skitek, pa predsednik Društva upokojencev gospod Samo Večko in direktor našega zavoda za šport gospod Dejan Pandel. Tako, če smo vsi zbrani in pripravljeni,
Naj vam samo med tem, ko se zbirajo, opišem, balilanje za moške in ženske je potekalo na balinišču Društva upokojencev, vodja je bil Zdenko Skitek, kegljanje je potekalo za ženske in moške na keglišču DTK-ja, pikado so igrali ženske in moški v prostorih Društva upokojencev, nad dogajanjem je bdel gospod Zdenko Skitek, rusko kegljanje za moške in ženske je prav tako potekalo na keglišču pri društvu z vodjo Gustijem Podojstrškom. No pa poglejmo rezultate. Jaz jih bom naštevala od 3. mesta po disciplinah in spolu vse tja do 1. mesta. Najprej pogledamo balinanje. Če smo pripravljeni, prosim, pokimajte mi, podeljevalci. Smo? 3 mi kimajo, Zdenko je zamišljen. Je, tudi Zdenko je pokimal, tako torej vse nared. Pa začnimo z ženskim balinanjem. 3. mesto, vi pa prosim, ko vas pokličemo, pridite hitro bliže in ne zbežite prehitro, da naredimo skupinsko fotko. 3. mesto, Marija Večko. Balinanje ženske, 3. mesto, Marija Večko. Prosim, gospa Marija, kar pridrvite na poskok, evo jo že prihaja. In gremo z balinanjem pri ženskah naprej. 2. mesto, Mira Wasserfall. Mira Wasserfall, 2. mesto. Iskrene čestitke in še 1. mesto, Emilija Gradišek. Gospa Emilija Gradišek, 1. mesto. Iskrene čestitke, hitro pridrvite še vi, gospa Emilija. Evo, že hiti in drvi in tako smo zaključili z balinanjem pri ženskah, pa se selimo k moškim. 3. mesto, Edi Kopmajer. Gospod Edi, bron se že sveti vam naproti. Ni ga Edija, torej kličemo 2. mesto, Franz Duller. Gospod Franz Duller je osvojil 2. mesto pri balinanju moški. In gospod Franz že prihaja in vidim, da prihaja tudi tisti, ki mu je šlo najbolje, 1. mesto, Jože Krajger. Dajmo jima zaploskati, takole. In z gospodom Krajgerjem zaokrožamo balinanje. Iskrene čestitke. Pri balinanju imajo še mesta, tako da če ste za, če imate mirno roko, pridružite se jim. Mi pa gremo dalje s kegljanjem, spet pri ženskih predstavnicah. 3. mesto, kegljačice Mira Wasserfall. Mira Wasserfall je izjemna v več športih. Bravo Mira, izjemno aktivna in športna. 3. mesto si je prikegljala. 2. mesto, Marjana Pavič. Marjana Pavič, gospa Marjana je osvojila srebro. Kegljanje ženske in prihaja tudi gospa Marjana. In še 1. mesto, gospa Marija Večko. Gospa Marija Večko, 1. mesto, kegljanje ženske, iskrene čestitke. Tudi gospa Marija je izjemna športnica, zdaj je prvo medaljo hitro skrila, ker ta je bila pa zlata. Gospa Marija, iskrene čestitke. In gremo naprej, vi kar naredite fotko, tako, mi pa gremo kegljati z moškimi. 3. mesto si je prikegljal Zvone Franc. Gospod Zvone Franc, 3. mesto, kegljanje moški. Torej, bron ostaja zaenkrat pri nas in na mizi, pa gremo na srebro. Drago Laznik, 2. mesto. Drago Laznik, iskrene čestitke za srebro. In še zlato, Bojan Golob. Bojan Golob je izjemen kegljač, ampak kot se kaže, so danes kegljači nekje drugje. Verjetno so včeraj predolgo poslušali, kot rekel župan, ansambel Siddharta. Zdaj pa gremo naprej s pikadom. Pikado ženske, 3. mesto, Marjana Levar. Marjana Levar, bron. In že gremo stopničko više. 2. mesto, Zdenka Leskovšek. Srebro bomo vročili gospe Zdenki Leskovšek za izjemno precizen, natančen pogled in mirno roko pri pikadu ženske. In še Erika Lesnik, 1. mesto, zlata medalja, gospa Erika Lesnik. Kot se kaže, tudi dame danes počivajo, pa gremo preveriti, če so pikado moški predstavniki danes z nami. Na 3. mesto se je uvrstil Gusti Podojstršek. Gusti Podojstršek. Cel avtobus je menda šel na morje, pa ne sami, ki igrajo pikado.
Ok, očitno tisti, ki radi igrajo pikado, radi tudi grejo na morje, no ti so nam pobegnili, Gustija tudi ni, pa gremo drugo mesto, Jože Krajger, Jože pa je. Evo, Jože, tu bomo vročili srebro za pikado. Jože, a vi pa niste šli na morje? Ne, vas ne vleče, ko so Ravenski, se pa res ne hodi na morje. To je pa skoraj bogokletno. In še prvo mesto, Zdenko Skitek. Zdenko Skitek. Še prvo mesto, evo, ta je bil zelo blizu in zelo hiter. Zdaj pa si zaslužite vsi, ki niste šli na morje, en velik aplavz. Dajmo si zaploskati. To je to. V avgustu imamo na Ravnah svoj praznik in takrat smo skupaj, ne? To je bistvo. In gremo z ruskim kegljanjem naprej. Ženske, tretje mesto, Erika Lesnik. Erika Lesnik se sonči. Drugo mesto, Jerica Cej. Jerica Cej, srebro, ženske. A je gospa Jerca z nami? Jerca mi pomaha, ne vidim je. Prihaja. Je, gospa Jerca je, evo, dajmo ji zaploskati za njeno srebro. Rusko kegljanje je njena priljubljena športna disciplina. In prvo mesto Marjana Levar, ki, če sem jaz prav videla, je danes ni. In še k moškim ruskega kegljanja tretje mesto Zdenko Skitek. Evo pa mu bomo obesili še eno bronasto medaljo, pa še enkrat bo prišel gospod Jože Krajger, a zdaj pa vem, zakaj vi niste šli na morje. Zdaj pa vem, vi ste prišli pa po vse pokale. Tudi prav, tudi takem, dajmo zaploskati še Jožetu. In prvo mesto Gusti Podojstršek, ki ga tudi ni, pa vseeno predlagam, da si vsi, takole smo zaključili z športanjem, zaslužijo en veliki aplavz. Dajte se jim pridružiti, Zdenko je pa raj, da vas upiše v kjerokoli sekcijo. Jaz se ful veselim ono štrbunkanje, tisti je sploh zanimivo zvenelo, tako da morda celo pridem. Predlagam gospodu Večku, ko boste imeli to moštovanje, da imamo še prikaz teh športov, a ne, gospod Večko se strinja. Takole, hvala lepa vsem trem podeljevalcem, oziroma vsem štirim, gospod Zdenko, vam tudi za tele medalji okoli vratu. Zaploskajmo tudi njim, ki so opravili še tole delo, tako mi pa smo že z eno nogo bliže kosilu, za uradni del smo poskrbeli mi, zdaj boste v nadaljevanju za vse ostalo poskrbeli vi, za odlično kosilo, gostinstvo Koza Nostre, ki so se za vas potrudili z lokalno in svežo ponudbo ter pripravo posebnega nedeljskega kosila. In kaj še paše k nedeljskemu kosilu? Ja, nič manj kot ta prava muzika. Ansambel Rosa, ki danes prihaja v goste, prav v letošnjem letu slavi svojih okroglih 30 let. Dajmo jim zaploskati. Že v sredo so bili na poskok na našem tradicionalnem Avguštinovem narodno-zabavnem dnevu in že takrat so nas še kako navdušili, posebej Arijana, ki zna zelo tenko piskati in žvižgati in še lepše zapoje, ko je treba. Sicer pa dovolite še nekaj besedne predstavitve. Koroški kvintetovski ansambel Rosa je nastal 6. maja leta 1995. Ansambel se je v preteklih letih udeležil skoraj vseh festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Prejeli so preko 20 nagrad, izdali preko 7 glasbenih projektov na slovenskem in 4 na nemško govorečem področju. Leta 1997 so 3 tedne gostovali čez lužo v Kanadi, z izvirno točko pa so nastopili, kar se spomnimo tudi z malih ekranov, na šovu Slovenija ima talent. V teh letih so se specializirali za igranje na porokah, saj je, reci in piši, za njimi kar 250 porok. Torej, če vas bo prijelo, da se ponovno oženite, jaz mislim, da ga ni boljšega ansambla za izbrati, kot pa je ansambel Rosa. In kaj še, veliko nastopajo tudi v sosednji Avstriji, tam se jim pridruži 7. član in sicer Peter Grilic, ostali aktualni člani ansambla pa so Andrej Švab, Jani Repnik, Marko Fijavž, Sergej Vrhovnik, Žiga Hutmajer, pevko Karmen Pečnik pa je več kot 6 let nazaj uspešno nadomestila naša sokrajanka iz Dobje vasi, Arijana Rojko. Praznovanje 30-letnice bodo obeležili z velikim koncertom, na katerega vas prijazno vabijo, bo pa v nedeljo 21. septembra na glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Najdete jih tudi na Facebooku, na spletni strani, še prej pa za češnjo na vrh letošnjih ravenskih dni na našem velikem odru. Preden njim dam besedo, preden rečem zadnjo, dovolite, da vam zaželim še naprej lepo nedeljo, obilo zabave in saj veste, čez leto dni se spet zberemo v osrčju Koroške,
na Ravenskih dnevih 2026. Do takrat pa pogumno, smelo, srčno, zdravo in vse dobro. Bodite predvsem zdravi, ohranite zdrav duh v zdravem telesu in bodite aktivni. Pa prijetno druženje vam želim še naprej na našem zaključku Ravenskih dni. Zdaj pa, spoštovane, spoštovani, ansambel Rosa. Da Bog jim podpeljali v dan, prav nam velja. Smo zbrana cela druščina srca veselega. Zmarilo gre gorenc na pot, saj dež je tam doma. A sonce sije, glej, posod se toplo nam smehlja. Zmarilo gre gorenc na pot, saj dež je tam doma. A sonce sije, glej, posod se toplo nam smehlja. Ljudi me poznajo, da sem muzikant, nedeljo nadenem si pisanih van. S kitaro zabrinkam preširen vesel, o sreče najraje v svet bi obil. Za srečo je treba le majhnih reči in srcu posneti naj spregovori. V življenju je polno velikih želja, najlepša v ljubezni velja. S pismijo je v življenju lepo, s pismijo si podajmo roko, ne pustimo vse skrbi in bodimo srečni vsi. Rekle, jaz sem tvoj pravi fant, vse življenje bom tvoj muzika, sonce nosim s pismijo, ta vsebina bo lepo. Sučijo! Laj, 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 laj. S pismijo je v življenju lepo, s pismijo si podajmo roko, ne pustimo vse skrbi in bodimo srečni vsi. Od nekdaj Kranice so lepe bile, ni lepših deklet kot kaj, kot Kroško dekle. Kranica je zvesta, ljubiti te zna, srce ti pa zna vedno da. Le kdor bo Kranico zil, posmihaj vesel, sonce le kočišče cvit, bili vsi na sit. Le kdor bo Kranico zil, posmihaj vesel, mu nikdar ne bo nič žal, je pravo in špila. Le kdor bo Kranico zil, posmihaj vesel. Hvala lepa, en lep dober dan želim v imenu ansambla Rosa, kot je že Janja prej lepo napovedala, oziroma mislim, da je vse povedala. Bomo pa nocoj danes se še družili vse tja do 17. ure. Upam, da boste z nami. Mi pa bomo skrbeli za glasbo, polke in valčke bomo igrali in eno znano lahko tudi zaplešete. A to sem hotel povedati. Tisti, ko pride prvi na plesišče, dobi eno lepo nagrado od ansambla Rosa. Na Roblek bomo šel, bom ljubco samo vzel.
obligate, pa me se obligate, a meni očka le se zdi, moja ljubca všeč vam ni, ker me vedno karate, grem pa raj žrugam, na Roblek bom odšel, bom ljubco sabo vzel, tam, kjer sem bil mlad pastir, živel bom z ljubco gorski mir, tam gori bom ostal, tudi kravce pasti gnal, na Robleku z ljubico, tam očka srečen bo kot malo kdo. Tam, kjer sem bil mlad pastir, živel bom z ljubco gorski mir, tam gori bom ostal, tudi kravce pasti gnal, na Robleku z ljubico, tam očka sreče bom kot malo kdo. Sem bil mlad pastir, živel bom z ljubco gorski mir, tam gori bom ostal, tudi kravce pasti gnal, na Robleku z ljubico, tam moška sreče bom kot malo kdo. Čeprav ni tvoja. Na Roblek bom odšel, bom ljubco sabo vzel, tam, kjer sem bil mlad pastir, živel bom z ljubco gorski mir, tam gori bom ostal, tudi kravce pasti gnal, na Robleku z ljubico, tam močka sreče bom kot malo kdo. Pa bo na glas! Ja. Hvala lepa za aplauz, tudi vam hvala, ko ste prišli plesati. Sem obljubil nagrado prvim plesalcem, ko pride na... Kaj je, počakajte vidva. Vidva še malo počakajte, pridite malo bliže, prosim. Če želite nagrado od ansambla Rosa, pridite malo bliže. Če sem obljubil, da dobi prvi plesni par nagrado od ansambla Rosa, bomo tole tudi izpolnili, ker vsem štirim bom dal za nagrado. CD ansambla Rosa. A bo v redu? Super, evo, za vas štiri. Kar brez solza, moja
in trke sanje. Niso da dom, nihče nocuj, niti usmeno. Dolgo že boli, me domu tužje, misli ne vedo, nekod nekam, želim si dom, kjer polno rož je, udoče si, na tuje sam, gledam lastovke.